Prej sem omenjala aktivne sestavine pri najinem prvem izdelku Garnier serumu in kremi za obraz 2 v 1 z vitaminom C. Bomo seveda govorili o vitaminu C. Ti ga dobro poznaš. Je to vitamin, ki ga lahko uporabljamo na dnevni bazi? Seveda, vitamin C je poznan antioksidant, je kralj med antioksidanti. Kaj to pomeni? Pomeni, da pomaga koži v borbi proti škodljivim zunanjim dejavnikom. V bistvu nevtralizira stres, ki ga koža doživlja vsakodnevno, zato je tudi priporočena vsakodnevna uporaba in zelo pomaga ohranjati mladosten videz kože. Hialuronska kislina je zelo kakovosten vlažilec, strokovno humektant. To je sestavina, v bistvu skupina sestavin, ki pritegnejo vlago nase. In zakaj je to fajn? Ker ko jo imamo na koži, potegne vodo in tako navlaži kožo. In tudi lahko začasno zgladi drobne gubice, kožo naredi sočno, ampak kot sem tudi že omenila, bistveno je, da je vlaženje ena izmed osnov nege kože. Navlažena koža je zdrava koža. In hialuronska kislina nam lahko pri tem pomaga, da to dosežemo na učinkovit način in tako tudi pridemo do bolj sijoče in bolj zdrave kože. Dejstvo je, da deluje na veliko procesov v koži, na celični ravni. V bistvu jim pove, naj se lepo obnašajo. To je najbolj enostavna razlaga, ker se da pride, postroji jih, lepo pridne bodite. In zato je koža lepša, ampak seveda gre spet za dosledno uporabo na dolgi rok. Lahko se nadejamo sinteze kolagena, se pravi več kolagena, zmanjšanje hiperpigmentacije vpliva tudi na akne, sijaj kože. Skratka, retinol je en tak kralj anti-aginga. Če je vitamin C kralj antioksidantov, je retinol in retinoidi, to je skupina, v katero spada retinol, so v bistvu kraljeva družina proti staranju kože. Vloga salicilne kisline oziroma BHA je v tem, da očisti pore. Gre, kar je bolje topna, prodre globlje v poro. Seveda ne pričakujte radirke, ampak gre za delo na dolgi rok. Ampak spet to pomeni, da moramo čim redneje uporabljati, da ona čim bolje vsak dan. Se veste, se je treba redno čistiti tudi kuhinjo, palonce, pa prah brisati. Na isti princip tu delujejo tudi kozmetika, sprotno delo. Bi lahko rekli, da gre pri tem izdelku za en tak nežen kemični piling? Tako, nežen kemični piling, ki omenjala si sicer aknasto kožo, ampak jaz mislim, da je ta kombinacija, ker vsebuje tudi AHA kisline, ki imajo tudi anti-aging učinke, se pravi učinke proti staranju kože, antioksidativne učinke, da je to fajn za čisto vsako kožo, tudi suha koža, sploh ker je taka koncentracija, tako za en res tak nežen kislinski piling. Kislinski pilingi so veliko boljša izbira kot recimo kakšni mehanski. Gre za v bistvu izvleček rastline babči in izkazuje po raziskavah učinke proti staranju kože. Meni se zdi zelo zanimiva in se mi zdi fajn, da jo vključimo v nego kože, sploh zato, ker zaenkrat se še ni izkazalo, da bi imela kakšne stranske učinke, kot jih ima pa recimo lahko retinol, ki zna kar ugrizniti, če pretiravamo z njim. Jaz sem si medtem že malo nanesla priročno pipeto samega izdelka na roko. Boš preizkusila še titika? Ja, sem. Evo, takole. Ta je pa čisto voden. Ja. Čisto serum. Čisto serum in meni so recimo te pipete vedno zelo priročne za sam nanos. Mi zdi, da lahko res zelo ciljano nanesemo na predele, ki želimo. Ampak v osnovi gre, in to je vitamin B. In vitamini B nasplošno so taki, ki kožo regenerirajo. In niacinamid regenerira, posvetljuje, uravnava sebum in ima tudi protivnetne učinke. In če vse to združimo, je to recimo ena krasna kombinacija za aknasto kožo. Regulacija sebuma, torej, da so pore čistejše, manjše, da je manj aken, posvetljevanje madežev po aknah. Ja, res imam rada niacinamid, čeprav jaz ga niti ne uporabljam, nimam take potrebe, ampak vidim pri svojih sledilkah, kako uspešno odpravljajo težave, seveda tudi v kombinaciji z drugimi stvarmi. Nikoli ne naslavljamo težave samo z enim izdelkom, kozmetika je krasna, ampak je treba imeti v mislih, da je treba sestaviti multiopravilno rutino, s katero z več sestavinami naslavljamo svoje težave.